Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Tokrat vam bomo predstavili monografijo z naslovom Virgil Šček, dnevniški zapisi 1909-1933. Knjigo je izdal Študijski center za narodno spravo v sozaložništvu z Goriško Mohorjevo družbo. Knjigo so predstavili 19. marca na Slovenski matici v Ljubljani. Uvodoma sta zbrane nagovorila doktorica Ignacija Frideljarc, Slovenske matice, in pa dr. Tomaž Ivešič, direktor Študijskega centra za narodno spravo. Virgil Šček sodi med najbolj izstopajoče primorske duhovnike prve polovice 20. stoletja in med osrednje predstavnike narodno-obrambnega gibanja primorskih Slovencev v času italijanske oblasti. Bil je aktiven na različnih področjih, poleg duhovniškega dela je opravljal tudi funkcijo poslanca v italijanskem parlamentu, deloval je kot pisec in urednik, organizator političnega in kulturnega življenja ter zbiralec etnografskega gradiva. Dušno-pastirsko, politično, socialno in kulturno angažiranje je razumel kot neločljivo celoto dela za slovenski narod. Njegovo vsestransko delovanje je sicer že bilo predmet številnih raziskav, ki pa doslej niso zajemale njegovih dnevniških zapisov, ti pa predstavljajo dragocen vir za prepoznavanje različnih vidikov življenja na Primorskem v prvi polovici 20. stoletja. Pisal je občasne dnevniške zapiske, ki jih je različno poimenoval, kasneje pa jih je prepisal v 14 oštevilčenih zvezkov in jih imenoval pabirki. Vse zvezke hrani škofijski arhiv v Kopru. Predstavitev monografije je povezoval dr. Jože Možina, ki je tudi predstavil goste, ki bodo na predstavitvi sodelovali, in jim zastavljal vprašanja. Prisluhnimo. Spoštovani prijatelji, dragi obiskovalci, hvala gostiteljem na Slovenski matici, doktorici Ignaciji Fridelj, za zavetje in podporo pri predstavitvi pomembnega dela za primorsko in slovensko zgodovino. Gre torej za dnevniške zapise Virgila Ščeka, vsestranskega primorskega duhovnika in politika. Ob meni je eminentna zasedba 3 primorskih rojakov, ki bodo predstavili v nekem smislu vodilno osebnost iz časov, ki so bili za narodni obstoj primorskih Slovencev najtežji, a so bili hkrati po božji previdnosti to tudi časi, ko so bili na čelu primorske cerkve najboljši, izjemni duhovniki, pogumni, pokončni, zvesti Bogu in narodu. O tem bodo spregovorili predsednik Goriške Mohorjeve družbe, monsignor Renato Podbersič, pobudnik za to delo, ter urednika, njegov nečak, dr. Renato Podbersič, in naš rojak z Vipavske, odličen zgodovinar, dr. Matic Batič. K besedi vabim monsignorja Renata Podbersiča, predsednika Goriške Mohorjeve družbe, ki je praznovala lansko leto 100-letnico delovanja, in eden od pobudnikov za nastanek te veje Mohorjevih družb je bil prav Virgil Šček. Gospod Podbersič, vi ste nekako rasli v živem spominu na Virgila Ščeka in kasneje ste prišli tudi do njegovih zapiskov in jih eden prvih tudi prebirali. Kako je potem nastala ideja, da izide knjiga o vsaj prvem delu dnevniških zapisov? Jaz sem se srečal z Virgilom Ščekom tako nekoliko daleč leta 1959, ko sem bil dijak malega semenišča srednje verske šole v Vipavi. Tam smo imeli za slovenščino profesorja dr. Dona Požarja, ki nas je vpeljal v ta svet Virgila Ščeka. Namreč sta bila po drugi svetovni vojni in še kakšno leto med drugo svetovno vojno skupaj v Lokvi pri Divači. Požar je bil župnik, ta je bil pa že upokojeni duhovnik. In po posredovanju sestre Brede Šček, Virgilove sestre, je dobil ta dr. Požar 14 debelih zvezkov, pabirki se imenujejo, okrog 200 strani vsak obsega, ročno pisano, raznorazni so mu pisali. Tam je morje izrednih podatkov o etnologiji na Krasu, ker on je živel v Avberju, največ let kot župnik Virgil Šček, pa tudi kasneje v Lokvi, in je tisti predel dobro poznal.
In je v teh paberkih poleg etnologije še podatki za tiste, ki študirajo gradbeništvo, portali kraških borjačev ali dvorišč, potem so tukaj pregovori, ki jih jaz pridno zbiram in pripravljam zdaj eno izdajo samo pregovorov, pa takih, bomo rekli, spotljivk po domače, kako so se zvonovi oglašali po vaseh. To je bil izreden človek. Potem so tukaj pisma z raznimi politiki, drugimi ljudmi, cerkvenimi, izven cerkvenimi. On je imel izredno veliko bogatstvo poznanstev. In seveda prinaša tudi razmere med fašizmom in v drugem delu, ki bo objavljen, upajmo, kmalu, prihodnje leto, če Bog da, bomo pa videli, kako se je spopadal tudi z komunizmom, ki je takrat prihajal na oblast in zavladal. Od dr. Požarja sem jaz potem čez leta prišel za generalnega vikarja v Koper, tam me je seznanjal s Virgilom Ščekom, njegov osebni tudi prijatelj in poznanec prošt Jurca Leopold. In nam je povedal tudi razne stvari, tudi eno šalo, kako je v italijanskem parlamentu od leta 21 do 23 je bil Šček poslanec v italijanskem parlamentu, kako je enkrat ob eni priložnosti rekel Mussolini sam, je rekel, vsi poslanci